Blaž, pozdravljen. Ne bom te niti spraševal, kako si, kot te ponavadi vprašam, ker vem, da nisi najboljše volje, da nisi želel imeti te debate, ki jo bova zdaj morala imeti, se spomniti življenja Kobija na tak način po njegovi smrti. Je stvar, ki jo seveda kot navijač, fan nekega športnika, ki ga spremljaš celotno življenje, res nikoli nočeš tega narediti, ampak Blaž bova morala zdaj to narediti, pa upam, da bova opravila dostojno delo. Ja, nažalost je to res debata, ki si jo verjetno nihče nikoli ne želi imeti. Dejansko sploh ne vem, neverjetno to, kar se je zgodilo. Predno se začela snemati, sva se pogovarjala o tem, kaj bi povedala, bi šla recimo bolj po tisti športni poti, njegovo kariero, ki smo jo v celoti spremljali, povzela nekako spomini, recimo posamezni, govorila o njemu kot človeku, o tem, kar je počel po zaključeni košarkarski karieri, ko je začenjal neko novo pot, svojo hčerko, bil trener otroških selekcij in posvečal dosti časa tudi košarki, imel svojo akademijo in na poti v to akademijo, to je tisto, kako je življenje kruto in nekako nikoli ne veš, kdaj te bo doletela tista dokončna sekera, ali kako bi temu rekel, niti ne vem. Ravno na poti v to košarkarsko akademijo je bil s hčerko, letel in z njenimi soigralkami in starši. In zdaj morava midva nekako to debato opraviti in niti niso vedeli, kako ne pa sploh zdajle začneva, na kateri točki. Če ste bili rojeni v 80-ih ali pa 90-ih in ste ljubitelji košarke, ste spremljali NBA, je bil Kobi seveda velik del, pomemben del vašega življenja in ko sem razmišljal o Kobijevi karieri celotni, na nek način je Kobijeva kariera nekako sovpadala z razvojem interneta. Eden od prvih torrentov, ki sem jih jaz snel, je bil neverjetno, je bila ravno tekma Lakersov, pa ne zaradi tega, ker bi bil navijač Lakersov, to nikoli nisem bil, v bistvu sem vedno navijal proti Kobiju, proti njegovim ekipam, ampak zaradi tega, ker je največ bilo torrentov od Lakersov in ker so Lakers tekme bile takrat v začetku 2000-ih in potem seveda v 2000-ih nasploh, so Lakersi bili tista zmagovalna franšiza, tisti, ki so vedno najdu dober stream, vedno najdu torrent za njih, zaradi tega sem Kobija dosti gledal in zaradi tega sem ravno to pomislil. Prvi športnik, ki sem ga jaz celotno kariero v bistvu spremljal. In verjetno podobno velja zate, Blaž. Ja, to je v bistvu tudi pri meni, bom rekel, za vse tiste, ki smo rojeni recimo v poznih 80-ih, začetku 90-ih, je v bistvu bil, govorim za navijače lige NBA, je v bistvu bil Kobi, ko smo se začeli zavedati, vzljubljati ta šport, je bil Kobi sinonim za NBA ligo in to zelo dolgo časa. Dejansko, ko si pomislil na NBA ligo, si pomislil na Kobija. Govorimo od aktivnih igralcev, medtem kot dobro, Jordana smo tako ali tako vsi poznali in še sedaj ga otroci, bo rekel, tam 3-4 leta stari otroci vejo pač, kdo je Michael Jordan. To je pač, ko si najboljši vseh časov, je pač to tako. Ampak zelo težko je v bistvu v tem trenutku najti neke pametne besede. Sem ga imel rad kot igralca, bom rekel tudi, nimam jaz osebne preference glede NBA ekipe, nasploh se rahlo obračam po vetru, kateri so mi v tistem trenutku bolj simpatičen, recimo v tistih 2010, tista sezona, bom rekel Lakersi, Celticsi, tiste finala in to, sem pač navijal za Lakerse in sem bil vesel, ko je Kobe osvojil 5. šampionski prstan in moram reči, da v bistvu jaz sem bil rahlo tudi sam nad sabo presenečen, kako zelo me je prizadela v bistvu smrt Kobeja. Ker nisem mogel verjeti, jaz v nedeljo smo igrali košarko, pač rekreacija in je ravno tako je bilo, da sem jaz sedel na klopi, lih v menjavi in pogledam na telefon in ravno v tistem trenutku pač se je pojavila novica, da je Kobe umrl in recimo ena stvar, ki pove, kako zelo so ga imeli radi, nasplošno je bilo, da ko so vsi te, s katerimi igram, so slišali novico in enostavno pač žoga je obstala, vsi so obstali, pogledali so me in pač ratala je samo tišina. Jaz kaj tazga v bistvu še nisem tako doživel, bom rekel, da bi lahko smrt neke take znane osebnosti povzročila tak potres pri vseh in
tudi zaradi tega sedaj gledam nekoliko drugače na Kobija, njegovo kariero, gledam skozi rahlo drugačno prizmo, mogoče nekoliko bolj čustveno in mogoče še to, mislim, da sem tudi tebi to že povedal, ampak sem dejansko par dni rabil, da sem čisto, recimo temu, se sestavil skupaj po tej smrti. Ne govorim zdaj, da je to kakorkoli vplivalo na moje življenje ali karkoli, ampak enostavno ni mi bilo prijetno. Ves čas sem gledal stare posnetke, Dear Basketball sem si pogledal neštetokrat, to je tisti animiran film, s katerim je Kobe osvojil Oskarja. Tisti, ki se ga še niste pogledali, pa verjamem, da ste si ga oglejte, pač izjemno lepa pesem, ki jo je Kobe napisal, ko se je upokojil, jo recitira v tem kratkem animiranem filmu in bom rekel, že tako je nosilo močno sporočilo, ker prikazuje sanje vsakega mladega otroka, ko gleda svoje heroje in potem z njegovo smrtjo je še dodaten pomen dobil ta filmček. No, ampak hočem povedati, da sem dejansko začel študirati, da zakaj je mene tako pretlesla ta njegova smrt in na koncu sem prišel v bistvu bolj kot ne do zaključka, da bil sem ravno dovolj mlad, ko sem ga začel spremljati in sem ga pač občudoval kot košarkarja. Vsi smo hoteli biti Kobe, bom rekel, že tudi v tem slengu vsak, ko vrže na koš, reče Kobe, ne? In na koncu sem prišel samo do zaključka ene take sicer rahlo oguljene fraze ameriške, ampak da pač not all heroes wear capes. Seveda ne, še posebej v tem resničnem svetu, v filmih in stripih, tam heroji nosijo tiste maske in posebne obleke, letijo in vse mogoče. V našem realnem svetu mislim pa, da heroji, tisti največji heroji, vsaj mislim, da pri večini otrok je tako, da so naši heroji, tisti prvi heroji vedno ali brcajo žogo, ali mečejo žogo, ali za nekatere mogoče pak udarjajo, mogoče s kijem udarjajo žogo, ali pa nosijo seveda v ameriškem nogometu tiste drese in podajajo tisto njihovo žogo, karkoli že pač nekdo, neki športni heroji so tisti heroji, ki jih ponavadi začnemo najprej občudovati in katerih posterje imamo po stenah. In Kobe je bil nesporno eden od teh herojev, ne samo ameriški, ampak globalna ikona. Pri Kobeju je bilo tako, da Kobeja ali si ga imel rad, ali si ga pa rad sovražil. In jaz sem spadal v to drugo grupo, tistih, ki smo ga radi sovražili. Mislim, Kobe je bil draften 96. leta in tega leta je bilo, ta draft je bil dober, mislim, ta draft je bil res zelo zanimiv, ker je bilo še nekaj drugih teh globalnih ikon. Poleg Kobeja je bil na tem draftu draftan še Allen Iverson, tudi eden od, če zdaj tako malo pomislim, recimo med mojimi frendi, kolegi, moje generacije, malo starejši, malo mlajši, dost ima za najljubšega igralca tudi Allen Iversona. Ta generacija, ki je prišla recimo ti 96, 97, 98, v ligo 99, 2000, ta leta, potem tudi Vince Carter, ki še vedno igra, Dirk Nowitzki, to so vsa ta leta, mislim, te, ki smo jih gledali zadnjih 20 let. In to je tisto, ker pač praktično res, ne glede ali si star, mislim, 15 ali si star pa 50, so verjetno to oni, ki si jih dejansko največ gledal večino svojega življenja. To isto leto je bil draftan tudi moj najljubši igralec. Tisti igralec, ki sem ga jaz najraje gledal v karieri, in to ni bil Allen Iverson, ki sem ga že omenil kot del tega drafta, ampak je bil to Steve Nash. To je še vedno moj najljubši igralec. Za njega tudi lahko rečem, eden teh igralcev, ki sem ga gledal celo kariero na nek način, no, tam nekje tiste mogoče prva leta, ne toliko zelo, ampak potem od 2001 naprej pa res redno in v Dallasu in potem seveda predvsem v Sunsih, recimo, ker sem postal fan takrat z D'Antonijem, tej 7 Seconds or Less Sunsi. S to ekipo sem nekako postal res velik fan NBA košarke in v bistvu začel mogoče celo največ gledati prav med sami športi, ravno NBA-ja. Jaz sem pa Kobeja spremljal predvsem s to prizmo večnega sovražnika Steva Nasha in Sunsov in teh tekem recimo v drugi polovici 2000-ih.
V eni od teh zadnjih, vsaj Kobijevih play-off bitk je tudi Goran Dragić sodeloval. V play-offu 2009-2010, to je zame še vedno eden najbolj memorable play-offov, tistih končnic, ki se mi nekako najbolj vtisnila v spomin, najbolj globoko zarezala v spomin, ker se še vedno odlično spomnim vseh tekem in vsega. Ja, je bila ta play-off serija 2010, bitka Sansi, Kobe odločil tisto tekmo, odločilno tekmo, potem šel naprej na poti do zadnjega naslova in še zadnjič strl srca vseh navijačev Sansov, recimo tisto leto. Začel se je pa tam, v začetku 2000 se pa spomnim z unimi serijami Sacramento, Blaž. Ne vem, če se ti že spomniš unih serij, ampak valjda, da sem takrat navijal za Sacramento Kingse, Divac, Peja, Chris Webber, eden izmed najboljših power forwardov vseh časov. In tista serija, ko še danes vsi pravijo, da je liga pravzaprav uropala Sacramento Kingse, finale Zahoda 2001-2002, serija 7 tekem. Ta 2000 in moja ljubezen do NBA košarke se je nekako začela s tem, ko je Kobe mi strl srce, da je premagal tiste Sacramento Kingse. Končala so se pa 2000 s tem, da mi je Kobe že spet strl srce in premagal Sanse v tisti seriji. Potem premagal še na poti do naslova Maverickse in potem še Boston Celtics, to serijo, ki si jo že ti omenil, tako da ena stvar, ki jo sem jaz vedno občudoval pri Kobeju, je bilo nekaj, kar včasih na trenutke pogrešam zdaj pri modernih igralcih NBA košarke. To je bilo ta njegova zagrizenost za zmago. Pač ni precenjen izraz Mamba mentality, ker mislim, da igralcev, ki so tako zelo sfokusirani na zmago in so pripravljeni za zmago narediti vse, vsaka tekma je bila borba, da postanejo še boljši, kot so bili, da so najboljši. Jih je zelo malo, bom rekel. Zdaj govorim s tako mentaliteto oziroma tako zagriženostjo oziroma s tako delovno vnemo. Mogoče delam komu krivico, pa bom rekel, je vsem iz tega vidika liga ratala precej bolj soft, kot je bila včasih. Občudoval sem ga predvsem tudi zaradi tega, ker je to mentaliteta, ki mislim, da je manjka tudi v resničnem življenju, bom rekel, nam navadnim smrtnikom. Včasih zmanjka ta mentaliteta, da bi v bistvu se dejansko iz dneva v dan borili, da bi bili najboljša verzija samega sebe, to, kar je Kobe počel konstantno in je dejansko igralec, ki če bi mogel nekomu postaviti in mu reči, lej, če hočeš priti v ligo NBA, če hočeš uspeti, pač work like Kobe did. On samim talentom, čeprav ga je imel pač ogromno, mislim, da je več naredil z tem, da je dejansko vsak dan dejansko pustil vse, kar je imel za to, da bi bil še boljša verzija sebe in za njega nobena tekma ni bila izgubljena, vedno se je boril do konca in to je tisto, kar predstavljam Mamba mentality in mislim, da to je ena taka stvar, ki mislim, da bo ena izmed večjih točk njegove zapuščine. Ko so ga vprašali, kako bi rad, da se ga spominjajo v nekem intervjuju kakšno leto nazaj, je rekel, da bi rad, da se ga zapomnejo, citiram zdaj, kot igralca, ki ni zapravil niti trenutka, ki ni zapravil nobenega dneva. Blagoslovljen sem bil s talentom, ki ga nikoli nisem vzel za samoumevnega. Vsak dan sem živel in vsako tekmo sem igral, kot da sem 12. igralec na klopi. How do you want to be remembered? What matters to you in this whole discussion of what do you want people to think of? It's I've always said that I wanted to be remembered as a player that didn't waste a moment. Welcome to the Kobe Show, take 2. Didn't waste a day. Kobe. And I felt extremely blessed by the God-given talent. But at the same time, I didn't take it for granted at all. So if I could be remembered as a person that was born with a lot of talent, but did everything he could to try to overachieve, and lived every day as if he was the 12th guy on the bench, I think that's a very powerful message to have and something that
hopefully the players that are now and players that'll come later choose to embody as well. Ja, in mislim, da tudi od tukaj pride sedaj ta fenomen njegove popularnosti. Mislim, da so ga ljudje predvsem iz tega vidika vzljubili in predtem smo imeli eno debato, ki je rahlo neprimerna, pa vendarle, če bi recimo umrl kakšen večji nogometni zvezdnik, recimo Messi, Ronaldo, pa Bog varuj, da midva kličeva nesreča ali karkoli tazga, pa zdaj trkam tukaj na les. Se bom jaz Blaž po glavi potrkal, ker si rekel, da trkaš na les, sem jaz zdaj le dvakrat po glavi, tako da moja betica je dovolj lesena, bo zadostovala. Ja, in mislim, da ne bi izvala tako zelo čustvenega odziva po vsem svetu, bom rekel, sej ne pravim, da ne bi bilo, pač ogromno ljudi bi žalovalo, ampak mislim, da tazga svetovnega odziva, pa jaz mislim, da vse ne bi dosegla, kot je to dosegel Kobe, in to je bila tudi ena iz stvari, ki je bila meni izjemno fascinantna. Njegova smrt je prizadela tudi, bom rekel, čistko take casual navijače, oziroma navijače, ki pač Kobe nikoli niso gledali pretirano NBA tekem, mogoče eno na leto ali pa še to ne, lih toliko, da so vedeli, da imamo 2 Slovenca v NBA, pa jih je prizadela smrt Kobeja. In mislim, da dobro, treba tudi upoštevati tukaj, da velik del tega je tudi, da je pač umrl zelo mlad, v končni fazi, če samo pogledamo lansko sezono, je Dirk pri istih letih še vedno igral košarko in upokojil se je šele 3 leta nazaj. Enostavno, celotna kombinacija je pač izvala res to reakcijo celotnega sveta in jaz mislim, da je to še en pokazatelj njegove veličine in če se malo navežem nazaj, mislim, da je tudi ta njegova mentaliteta in to, kaj je on predstavljal, da lahko z delom, da lahko vsak doseže karkoli si želi v življenju in jaz mislim, da je to tudi ena izmed stvari, zakaj so ga ljudje imeli tako zelo radi. Po celem svetu, dobesedno vseh kontinentih vidiš iskrene reakcije, žalovanja, mislim res tist od srca, mislim, ko res vidiš, da se je dotaknilo ljudi, da se je Kobejeva smrt res na nek način, mislim, res tudi mene, mislim, ker sem ga, kot sem rekel, rad sovražil, mislim, jaz sem bil doma, ampak sem slučajno na Twitter pogledal, mislim, Twitter, mislim, sem začel malo cinglati in sem pogledal, kaj za vraga je to in pogledam in vidim, kar naenkrat ogromno tweetov, mislim, dobesedno celoten feed pripravljen z tweeti TMZ bil tisti, ki je prvi poročal in pravijo, da so celo to javno povedali, preden je Kobejeva družina zvedla in preden so zvedle družine ostalih, ki so izgubili življenje v tej tragediji, kar je ena svinarija, o kateri bi lahko posebej govorila. Ampak, mislim, Twitter feed mi je pa ravno zaradi pač njih to preplaval in mislim, jaz sem bil šokiran, mislim, meni skoraj telefon iz roke padel in če bi mi nekdo rekel, da bom tako reagiral, ne vem, že spet, ko o tem začnem razmišljati, mi začne zmanjkovati besed in zaradi tega skoraj da raj govorimo o Kobejevi karieri in zdaj, ko sva debatirala o teh tekmah, ki jih je odigral, o tem njegovem killer mentality, o katerem si ti ravno govoril in tisti citat. Druga plat tega je pa mogoče tudi ta, Blaž, v tem morju reakcij košarkarjev, trenerjev, igralcev, kogarkoli, pač reakcije iz celega sveta. Mi je ena od Lou Willa, igralca Clippersov, ostala tudi v spominu, ko je rekel, razlagal, da je enkrat govoril s Kobejem in je rekel... I told him once, we had a conversation and I said, yo, I'm on to you. And he said, he's like, what you mean? I said, you want people to think you're a jerk, but you're one of the nicest guys in the world. Like, that's how you want to be remembered when you're done playing. Like, you want everybody to think you was this hard-ass competitor and just a jerk to everybody. And I said, but that's not your nature. That's not your natural nature. I said, you're forcing your mean on everybody else. And, and that's everything that you hear about him. Everybody was talking about just hearing different stories from everybody, how fierce of a competitor he was and how he was a no-nonsense guy when it came to competing and winning games and different things like that. And you also hear the stories about all of his philanthropy work that he did and the charitable things that he did for Make-A-Wish kids and different things of that nature, And so he was such a complex person. And
just had so many layers to him, you know, and so we miss him. Kobe, jaz sem te pogruntil. Ti hočeš, ti si ta killer na parketu, tiste, ja veš, mislim, se imaš milijon mimov, milijon postov na vseh mogočih, mislim, in zaradi tega mislim, da je tudi mene se, mislim, pomislim, veš, na toliko raznih mimov od njega. In večina teh mimov je seveda povezani s tem, kakšen killer je bil Kobe, ko je začel trenirati hčerkino košarkarsko ekipo. Je bilo polno mimov, kako so bile te punčke, ki so igrale, ne, mislim, da od 10 do 13, 14 let, mislim, tiste res začetne ekipe, akademija košarkarska, ki jo je začel, je bila tudi zelo pomembna. Mnogi pravijo, da je opravil celo bolj pomembno delo za popularizacijo košarke, predvsem ženske košarke. In, tudi to je zelo pomembno, ampak tudi te punčke, ki jih je treniral, si videl na družbenih omrežjih, kako so bile jezne in je poskušal ta killer mentality. In ko so govorili starši teh punčk o Kobeju, so govorili, da en starš je rekel, from like scared girls, they became like real fighters, they had no fear. In je vcepil to, mislim, da je res nisem imel neko posebno karizmo in karakter, da lahko, mislim, a veš, majhnim punčkam vcepil ta killer mentality in kako je to pomembno, mislim, got me again. Da se vrnem na ta citat, zdaj se več izgubljam. Lou Willa je rekel, jaz vem, da ti hočeš, da mislijo, da si ta killer, ampak vem pa, da si v bistvu en največji softy. In to je mogoče celo, a veš, tisti velik razlog, zakaj je bil Kobe. God damn, I'm actually crying, man. This is fucking ridiculous. What the fuck? Mislim, da je bil, veš, po eni strani, da je bil ta killer na parketu, po drugi strani je bil pa, veš, softy, ki je treniral punčke, veš, in jih delal iz njih killer. Tako da, sve to potem pa še, ko pomisliš na to, da je potem pač ščerka umrl in ki je šel na turnir košarkarski, se eno pač misliš, god damn, fucking life sucks, veš. Ja, it sucks. Ja, sej, dejansko lih to in ta tragedija sploh s to hčero, ki, bom rekel, je ena fascinantna stvar z njo, ko so ga vedno navijači, ja, pa da boš imel fanta, da bo nadaljeval tvoj legacy, ne, in je pač ona vedno rekla, ne, dad, I got this, ne. Do you think your daughter might want to play in the WNBA? She does for sure. She does? Like, I mean, this kid, man. Wouldn't that be great? Dude, man, I'm telling you. The best thing that happens is when we go out and fans will come up to me and she'll be standing next to me and they'll be like, hey, you got to have a boy. UNV got to have a boy, man. You have somebody carry on the tradition, the legacy. She's like, oh, I got this. You know, boy for that. I got this. Like, that's right. Yes, you do. You got this. Ko sem bral pač po poročanjih različnih novinarjev, pa to, da je imela izjemno velik talent in dejansko so napovedovali, da če bo napredovala v korakih, kot je izgledalo, da bo imela zelo velik vpliv na žensko košarko in zraven pa seveda, če si še hčerka Kobeja, je to še dodatna teža pri takih stvarih, ker vemo, da je ženska košarka v Ameriki pač izjemno zapostavljena. Bom rekel, večina ameriških igralk igra v Evropi, ker so plače 10-krat ali pa celo 100-krat više, kot pa so v ženski NBA ligi in mislim, da bi lahko naredil zelo veliko spremembo tudi na tem področju, ker ena stvar, ki je bila tudi všeč pri njemu, je bila to, da je bil zelo zvedav, uka željan, če lahko tako rečem. Tudi vsi, ki ga poznajo, pač so dajali zdaj v zadnjem času izjave, da je pač vedno se rad učil nove stvari, vedno je rad vedel vse, kar se je le dalo in vedno, kar je pa mogoče stvar, ki je tudi potrebno omeniti, vedno, ko si je zadal cilj, je ta cilj tudi uresničil. On dejansko mislim, da ni ene stvari, ki mu ni uspela v življenju. Enostavno bil je izjemno poseben človek, tako in drugače. In, ja, jaz sem zdaj razmišljal, a začnejo še enkrat snemati, da ne bom največji pusi izpadel, ali
Ne vem, mislim, ker nisem pričakoval, da bom imel tako reakcijo. Vse sem rekel, da ne bom. Nisem pričakoval, da bom imel, tako reakcijo in nisem tudi zdaj pričakoval, da bom imel tako reakcijo spet in zdaj, ki si ti govoril, Blaž, hvala, da si malo poskušal se vrniti, ne vem, kako bi rekel, na temo, na enega pogovora ali nekako se vrniti nazaj, ampak sem pomislil sam na to, kako en pač eden od mojih frendov, ki recimo, bom rekel, ni največji diplomat, mi je rekel, da poslušajo tale podcast, ki ga snemam, ampak sem pomislil, da prva stvar, ki mi bo poslal, njegova prva reakcija bo pusi, ravno to, kaj še pusi, ampak dobro namerno, veš, na nek način, da te nekako strne iz tega in jaz sem zdaj sam pomislil nekako na to, ne vem, kako bo prva reakcija njega, da sem totalen pusi in sem nekako me je vrnil, tako da hvala, zadnji si mi dal pa ti tudi čas, vem, da si govoril o ženski košarki, sorry, sem te prekinil, ampak bom kar obdržal tole noter v podcastu, ja, dejansko nekdo, ki ga spremljaš celotno življenje in ki potem pomisliš na vse to in predvsem, ker sem pomislil pač na tragedijo s hčerko in ostalimi seveda žrtvami v tem helikopterju, to je tisto, kar je res najbolj tragično. Mislim pa, ker se tragedije, vedno, ko otroci umrejo in ko gledaš potem, ko pomisliš na vse tiste slike, kako je, ko si tudi ti razlagal, kako je pač bil ponosen na to hčerko in kako je pač rekel, da je ona tista, ki bo nadaljevala njegov legacy, tradicijo, ko so ga vedno se hecali s tem, ki ima pač samo hčerke, 4 hčerke in so se vedno hecali iz njega, ko bi nobenega sina, da bi nadaljeval tradicijo in on, ja, vedno rekel, pač bo Gigi nadaljevala tradicijo, ona je rekla v bistvu, I got it there, jaz bom nadaljevala. To je tisto, ja, kar te res, to pomisliš, res tisti žalosten in potem pomisliš pač na žalostne stvari. In ja, that what gets me, tako da fuck it, ni fair, ampak Blaž, ja, povej še kaj, da ne bom že spet, pomislim, da ne bom spet pusi. Samo še en dokaz več, da tudi če si ga rad sovražil, pač te zadanejo čustva ob taki tragediji in ne vem, no, predvsem mi je žal, ker se mi zdi, da bi bil, zelo zanimivo bi bilo spremljati sedaj njegovo kariero po košarkarski karieri. Kot sem že omenil, recimo osvojil je Oskarja za animiran film, pa pustimo to, da ni lih ista branža, ampak nekateri igralci se celo življenje trudijo, da bi osvojili Oskarja, on je pa v bistvu v prvem šusu, mu je to uspelo, čeprav samo za animiran film in še enkrat več dokaz, da pač, ko si on nekaj zadal v glavo, je pač to storil in je to tudi izvedel, tako da ne predstavljam se niti, kako je sedaj ženi in pa ostalim hčerkam, mislim, to je tako zelo hud udarec, da jaz ne vem, kako bi odreagiral, jaz res ne vem sploh, kako se držijo in kako to lahko, ampak enostavno nesreča nikoli ne počiva, ravno tako je hotelo življenje, da je v tistem trenutku bila tista megla, zaradi katere je bilo oteženo letenje in je bila potem tudi nekako neuradno posledica nesreče. Ne vem, Ja, nesreča, tragedija, to je tisto, kar potem tudi vsi govorijo zdaj po tej tragediji, tisto, kar te taki dogodki mogoče upomnijo, kar v bistvu vsak ve, ampak morda noče o tem razmišljati, da je vsega lahko takole konc, da nikoli ne veš, kdaj bo, ne vem, kaj sem rekel na začetku, da sekira udarila, ne vem, Američani uporabljajo en izraz, when the hammer falls, ko pade mrak, ko je vsega konc, zdaj ne glede na to, v kaj verjameš ali pa v kaj ne verjameš, je dejstvo, da je tega konc, tega, kar zdaj vsi počnemo, tega življenja je konc in to je lahko res vsak trenutek in taki dogodki je tisto, kar te upomnejo in ne glede na to, koliko si star, koliko imaš še pred sabo v življenju, kaj imaš še vse pred sabo, lahko si na vrhu življenja in ja, je treba pač ceniti vsak trenutek, ki ga imaš, ga poskušati izkoristiti največ in to je tisto, kar je pač, ko bi poskušal,
Vse to je rekel, mislim, ko so ga vprašali, tisti citat, ki sem ga že omenil, kako želi, da si ga zapomnil, kot igralca, ki ni zapravil niti enega dneva, ki je vsak trenutek na polno živel, ne samo na treningih, ampak ravno s helikopterjem je letel zato, da je prehranil čim več časa pri tej poti, vožnjah, na treninge in vse mogoče, kar se nabere, ne samo ure, ampak tedne in mesece pri tem, koliko je on potoval tam v tem norem Los Angeleskem prometu, ampak je hotel biti čim več časa s hčerkami in ženo in s familijo in zato je tudi letel s helikopterjem, ker je dejansko tako prehranil največ časa in na polno živel vsako sekundo, vsako minuto in to je tisto, kar mnogi pač prepogosto se pravi, kar vsak globoko sebi ve, ampak prepogosto to pozabimo in ja, mislim nekako, ta podcast je res tisti malo drugačen iz duše in to je tisto, kar tudi jaz bom si zapomnil po Kobiju, vse une tekme so eno, ampak tisto, kar je pa nekje, če potegnemo črto in vse skupaj, kar dokončno nikoli ne bomo, ampak to, kar lahko povzameš po tem Kobijem življenju, je pa seveda to, da je treba na polno živeti. In ena stvar, ki jo vedno tudi, ko sem recimo poslušal kakšne reakcije, pa to, pa ki vedno tudi pride na plano, pa začnejo ne govoriti, ne vem, je to sploh smisel govoriti, sem midva isto, preden so začela snemati, Blas, veš, na kaj ciljam. Ja, vem, na kaj ciljaš, na to, da pač Kobe ni bil angel in res je, pač Kobe ni bil popoln. Vem, ciljal si na tiste obtožbe iz začetka 2000-ih, ki so se pač na koncu izkazale za, oziroma nikoli pač ni bilo nekega resnega epiloga po tistem, pač stvar je se rešila, kot se ponavadi pri športnikih reši. In jaz ne vem, če te prekinem, sploh ne vem, če gre kaj o tem zdaj debatirati, ne vem, če nima, mislim, da nima smisla, ker so gledala malo, preden so šla v to debato, so rekli tisto, da ne bo, mislim, ker lahko izpade potem, da kakor je en svetnik, še posebej zdaj po najnih reakcijah, seveda iskrenih reakcijah, ampak to, kar si ti rekel, ni bil angel, ampak se noben človek ni angel. Noben ni popoln, mislim, da ni popolnega človeka, Blaž, in vsi delajo napake, ampak tisto, kar mislim, da je pomemben, da poskušaš te napake popraviti. In mislim, da je to, ko bi poskušal naredil, jaz sploh ne vem, če bi karkoli govorila o tem, ker mislim, da nima smisla, da mogoče, ne vem, tudi kakšen drug podcast, ne vem, Blaž. Te ne bom, da ne bo zgledal, kakor da te prekinem, da ničesa ne rečeš ali karkoli, ampak povej, kar želiš, ampak se pravi. Ne, mislil sem samo reči, da pač tisti, ki jih to bolj zanima, kaj je bilo, pač si lahko pogooglajo, se v tem je zelo veliko napisanega in si ustvarijo svoje mnenje. Mislim, da je to še najboljša stvar. Ja, to je to, mislim. Poskušal je vse napake, ki jih je naredil, poskušal popraviti, živel je do polnega, v kolikih 41 letih življenja je naredil vse, mislim, seveda potem vedno pomisliš na otroke v helikopterju, na njegovo hčerko in ja, da to me vedno mi pride do življenja, ampak okej, življenje, mislim, se pravi, treba se zavedati, da nič ni obljubljeno, nič ni dano, treba živeti na polno in to je mogoče tista glavna lekcija od Kobija, ki si jo je treba zapomniti in ob vseh stvarih, ki jih je naredil na parketu, mogoče celo potem to najbolj pomembna lekcija, ki jo je dal celemu svetu, zaradi tega, ker je cel svet pač reagiral tako in ker je bil po celem svetu tako popularen in mogoče je to tisto, ne vem, najbolj pomembno na koncu v tej celi tragediji, nesmisleni tragediji, ki jo noben ne more razumeti in mogoče je to celo tisto, nisem veš, kar je pri vsaki taki tragediji pomemben in kar nažalost, pač se sem rekel, prepogosto pozabimo, ampak potem pridejo taki opomniki, ki res ti pade na glavo in če nisi prej tega, nisem res dobro se zavedel, potem če se ne boš tega zdaj, se nikoli ne boš. Veš, ti potem, ko bi rekel, ni pomoči, ali kako bi temu rekel, Blaž. Ja, dejansko in take tragedije nas spominjajo, da smo umrljivi, ker recimo ena taka zanimiva filozofska stvar, ki sem jo prebral, je, da ljudje si želimo biti nesmrtni, ampak živimo pa tako, da se v bistvu pretvarjamo, da smo nesmrtni, da iz danes na jutri, da to se ne more nič zgoditi in da je v bistvu naš konec šele nekje daleč. Ne. Kar hočem povedati je, ne, da Kobe dejansko
bo ostal nesmrten, postal je nesmrten, bo ostal nesmrten in jaz mislim, da njegova zapuščina bo res izjemna, še toliko večja nažalost zaradi tej tako zgodne smrti, po kateri tudi sedaj njegove dosežke rahlo drugače na novo ocenjujemo. In jaz vse v bistvu, kar lahko rečem, je, da sem vesel, da sem imel priložnost spremljati Kobeja. On je tudi eden izmed razlogov, zakaj imam rad košarko, zakaj je to tako lep šport in sem mu dejansko hvaležen za vse, kar je, če lahko tako rečem, naredil zame, čeprav to je tako karikirano rečeno, ampak dejansko sem mu hvaležen in jaz upam, no, da z Draženom Petrovičem zdaj gor dejansko igrata košarko 1-1. Ja, to je tist. Nisem se, ne vem, tale podcast je bil res čuden. Je bil res, ja. Ne vem, no, mislim, nisem, zdaj bojo vsi mislili, da sem jaz ena najbolj smerava mevža, mislim, ker nisem jokal do zdaj. So se mi zarusile oči, priznam, še posebej s čerko, ko sem videl vse one podobe, kako je treniral skupaj in vse to, ti najbolj prije doživlja, ampak nisem imel glih take reakcije, kot sem imel na tem podcastu in moram reči, da sem potem zdajle ves čas razmišljal, ali bi to na novo snemala, ne, ampak je iskreno vse skupaj malo drugačen, tudi podcast ponovadi tudi poskušam ne preklinjati in malce bolj zborno vse skupaj povedati, ampak ne, danes sem rekel, je tak podcast in hvala Blaž, da si lahko vzel čas in da si mi pomagal, pravzaprav, ker sva se pogovarjala ravno pred podcastom in teh dnevih si imel ti dosti bolj emocionalne reakcije, ampak na tem podcastu sem bil pa jaz zdaj, kakor bo rekel en moj dober friend, totalen pussy, ampak Blaž, večkrat sva v tem podcastu omenila, ti si omenil ta Dear Basketball, ki sva govorila pred podcastom, si mi tudi razlagal, to je tisto, kar te je najbolj zadel glih ta posnetek, ampak ja, mislim, na koncu si že spet, zdaj sem prav jezen, da nisi bil ti tisti, ki te je zagrabal, da sem jaz na koncu bil tisti, ampak ja, ti si že spet, to je življenje, nikoli ne moreš vnaprej soditi. Potem, kaj se bo zgodilo, že spet ena lekcija, ampak da se ne bom zgubil, bi se jaz vrnil, Blaž, na tale posnetek dokumentarc. Ti si rekel pesem, ljubezensko pismo Žogi, ki ga je Kobe napisal in tiste, kakor si lepo rekel, otroške sanje, ki jih je povzel vsakega otroka v tem kratkem dokumentarcu. Tiste sanje, ki smo jih mnogi delili, ampak ki le redkim jih uspe sanjati. In Kobeju je to uspel in zaradi tega veš, da ko on to govoril, je res pride iz srca in mogoče lahko s tem zaključiva, če ni še kaj, kar bi ti povedal. Pa da grem jaz pol, ne vem, no, malo kvihtati, ne vem, no, ali pa malo na vrečo nabijati, ker moram s tem malo testosterona nabiti. Ker ja, ne vem, no, res nisem pričakoval tega, moram reči, Blaž, ampak ja, bi še kaj dodal ali? Ne bi nič več. Mislim, da je Dear Basketball najlepši zaključek tega podcasta in meni se tudi zdaj rosijo oči, ko sem samo pomislil spet na ta posnetek. Obljubim, da naslednji podcast spet straight up hardcore basketball talk, tako kot ste vajeni od naših podcastov, dobre analize, res gremo globoko in obljubim, da bomo vsi skupaj boljše volje, pa pojmo skupaj, vsi skupaj vršiti eno žogo, eno trico za Kobeja in zaključimo tale podcast s tem posnetkom, ki ga zdaj že nekaj časa napovedujem in ki vem, da mi bo zdaj spet prišel do živega. Blaž, drž se, midva se res kmalu spet slišva, da pa rečeva kakšno boljše volje. Tako, se slišmo. Dear Basketball. Dear Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep,
I gave you my all, from my mind and body to my spirit and soul. As a 6-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart. Because it came with so much more. I played through the sweat and the hurt. Not because challenge called me, but because you called me. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a 6-year-old boy his Laker dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, 5 seconds on the clock, ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1. Love you always, Kobe.